24. januarja je potekala konferenca o naglušnosti, ki so jo organizirali člani odbora naglušnih pri Zvezi društev gluhih in naglušnih Slovenije. Namen konference je bil prikazati znanje, ki so ga člani odbora pridobili iz lastnih izkušenj, ter udeležence opozoriti na nekatere novosti, ki bodo v prihodnosti morda pomembne za naglušne. Med slednje spada tudi napredek pri razvoju slušnih aparatov. Se pravi, nekje do leta 2010 je nekje težil razvoj k sami, sposobnosti obdelave zvoka na nivoju procesorja. Zdaj se je razvoj nekje osredotočil predvsem na komunikacijo slušnega aparata z napravami z okoljem. Recimo brezžične tehnologije. Te so potem omogočile, da ti lahko zvok, nekega vira zvoka, kot je recimo televizija ali pa mikrofon, če nekdo govori, dobiva zdaj po novem preko brezžične tehnologije direktno v slušni aparat. Naslednja stvar je tinnitus. Se pravi, zdaj, če imaš ti težavo s tinnitusom, lahko slušni aparat ima pač določen program in preko tega programa ti potem v uho spušča zvoke kot kakšen beli ali pa roza šum in na ta način pomirja možgane, da potem nekako ublaži to motnje, ki jih ima pač te zvoke tinnitusa. Slušni aparat je zgolj ena od možnosti, kako naglušnim olajšati življenje, ni pa vedno najboljša. Na konferenci so bili omenjeni 4 pripomočki, ki lajšajo slušne motnje. Po mojih informacijah so v Sloveniji dostopni sistemi kot je Baha, Sofono, Vibransound Bridge in pa seveda Boškov vsadek. Vse je pa odvisno od stopnje okvare, od predhodnih preiskav in obširnim pogovorom z otologom oziroma kirurgom o tem, kaj konkretno pa je za posameznika ustrezno. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije naj bi vsak 10. prebivalec trpel zaradi izgube sluha, število naglušnih pa je v porastu predvsem zaradi staranja prebivalstva. Temu številu ne sledi število slušnih aparatov, ki jih izda Zavod za zdravstveno zavarovanje. Veliko naglušnih ne uporablja slušnega aparata, tako je pravzaprav stigma tista, ki jo je treba preseči, so si enotni bili govorniki. Tako da jaz mislim, da je veliko bolj potrebno osveščati uporabnike o uporabi, potrebi uporabe, s tem, ko ima slušni aparat nič narobe, kot pa jih obveščati o pravicah. Ker naglušnost posameznika dostikrat izolira iz socialnega okolja, so ena od rešitev samopomočne skupine, ki posameznikom omogočajo gradnjo pozitivne identitete ter nudijo priložnost za razpravo in reševanje težav. Torej, vsak ima problem v sebi in vsi vemo, da če ga zadržujemo v sebi, se samo stopnjuje, se vrtiš v začaranem krogu, če pa ga izraziš, je manjši, pa še v skupini lahko tudi potem ta problem rešiš, lahko ima kdo rešitev zanj, s skupnimi močmi se da tudi več narediti kot posameznik sam. In skratka, teža problema se zmanjša ali pa celo izgine. Problem naglušnosti je to, da pač, ko se človek že enkrat zapre tisto osamljenost ali pa samoizolacijo, težko sam ven stopa. Rabljeni suport, sam tega ne zna rešiti in včasih to je skupno sodelovanje društva, družine, sorodnikov in pa poiščemo neko skupno pot. V Sloveniji v okviru društev gluhih in naglušnih trenutno deluje 6 samopomočnih skupin. Na Gorenjskem, v Murski Soboti, Celju, Velenju, Slovenskih Konjicah, Dolenjsko pa pokriva skupina Rudolfovo, ki se je kot primer dobre prakse predstavila na kongresu. Sem rada zahajam ravno zato, ker dobiš občutek pripadnosti, srečuje se s tistimi, ki imajo takšne probleme kot jaz sama. Z njimi delim svoje težave, svoje izkušnje, pa tudi nasvete in kdaj pa kdaj
poskrbimo tudi za kakšen družaben dogodek, delavnico in skratka, lepo nam je oziroma lepše kot v vsakdanjiku. Člani odbora naglušnih vedno bolj zahajajo na teren in vzpostavljajo mrežo informatorjev, saj tako najlažje rešujejo težave, s katerimi se spopadajo naglušne osebe, ki še niso člani ali članice društva. Težave niso samo to, preko tehnične težave, samo s slušnimi aparati, ta samoizolacija potegne za sabo tudi psihične težave, potegne tudi kakšne alkoholizem, vse te problematike, ki jih več ali manj povzroča osamljenost, ali pa tudi finančne stiske so prisotne vedno bolj, revščina in to, in delovanje društev ni samo po tehnični plati, samo pomoč pri nabavi slušnega aparata, ampak je pomoč na vsem življenjskem spektru, tako da težave naglušnosti se pa s tem, ko se samoizolirajo, samo še stopnjujejo. Na konferenci je bila prvič uporabljena tehnika zapisovanja ob govoru, to je postopek hitrega tipkanja in prenosa besede na platno, kar naglušnim omogoča boljše razumevanje in spremljanje predavanja, vsebini pa lahko sledijo tudi gluhi brez prisotnosti tolmača. Sistem, ki bo v prihodnosti morda polno zaživel tudi v Sloveniji.